Dajmo pol, ja. Moram reči, da mi je na nek način všeč, da se vrste rečijo, ker v najhujših časih res ustrajajo samo tisti, ki, kot se reče, žargon, ki so iz pravega testa. Drugi itak pobegnejo. Tako da je to dobro. Danes bomo nadaljevali tam, kjer smo zadnjič končali. Končali smo, če se spomnite, z drugo nalogo, pred katero postavi Kant svoje študente v šolskem letu 1784-85. Torej, Kant postavi študente pred neko nalogo. Kant vztraja, da razmišljanja o moralni filozofiji ne morejo biti iz enakega reda, kot so, na primer, predavanja, ki prinašajo študentom novo znanje, kot se reče, pa nove informacije ali nove podatke. Moralna filozofija je po svoji naravi nekaj, kar zadeva slušatelje v njihovi naravi, če lahko tako rečem. Pravi, ne morejo biti tako kot drugi slušatelji, ki k obstoječemu znanju, ki ga že imajo, k obstoječim informacijam, ki jih že imajo, dodajo še nekaj novih informacij. Naprimer, tiste, ki jih je prinesel Kant, ko je predaval moralno filozofijo. Kant pri tem ustraja. Tako preprosto ne more biti. Moralna filozofija ni narejena, ni zbirka informacij, ni narejena iz podatkov, iz dejstev, ki jih, na primer, nekdo že pozna, Kant, nekdo drug pa ne, študenti, in potem jih Kant prenese študentom in jih potem poznajo vsi, Kant pa še študenti. To nima z moralno filozofijo nobene resne zveze. Moralna filozofija zadeva človeka v njegovem jedru, v njegovem bistvu, če hočete, v njegovem srcu, katero metaforo ne pravi. Ga zadeva. Zadeva pa pomeni, da ne more ostati, in ne bi bilo prav, da bi ostal brezbrižen. Ne moreš oditi iz Kantovih predavanj in reči, aha, fajno, danes sem pa še nekaj novega zvedel o moralni filozofiji, v redu, super, krasno, zdaj pa malo več vemo, kot včeraj. To je preprosto premalo. Če je študent pripravljen, da ga predavanja, Kantova predavanja, zadenejo v njegovem jedru, v njegovem bistvu, potem ga pretresajo. A veste, potem je samo predavanje je že neka operacija. Je neka operacija, nek poseg na samem študentu. Študent, ko odide s Kantovih predavanj, je že spremenjen, tudi če on tega ne ve. Če ni, je bilo Kantovo prizadevanje za manj. Bilo njegove prizadevanja na predavanje za manj, podobno, kot ste lahko danes spremljali popolno šlamastiko, popolno degradacijo moralne filozofije iz ust predsednika vlade. Ko končno nekdo zmore dovolj integritete, minister Mramor, in ponudi odstop, ga ministrski predsednik, ki sicer nenehno govori o vrednotah, ne sprejme, češ, saj se je opravičil. Pa še denar bo vrnil. Pa še pokasal se je. Prosim. Pa po obrokih, ne? Ja, ker se reš, ne moraš kam toliko naenkrat vrniti. Po obrokih, seveda. Mogoče bi mu pa še mi kaj dal, da bo lažje vrnil.
In ta isti minister Mramor reče zelo pošteno, zelo odkrito in zelo pogumno. Izgubil sem status v očeh državljanov. Ponujam odstop, ker ni več integritete, ki jo potrebuje za svoje delo. Ministrski predsednik pa, ne, pazite, kaj reče. Reče, ja, ne sme odstopiti zaradi interesov države. A ja, interesi državljanov pa ne štejejo. Seveda, pošten odgovor je itak, da ne štejejo. Ker živimo v svetu, v katerem štejejo interesi kapitala, ne pa interesi posameznikov, državljanov, na primer. Ti preprosto ne štejejo nič, vsi skupaj so vredni toliko kot en muši prnec. V takem svetu torej živimo. In v takem svetu so razmišljanja o moralni filozofiji videti včasih preprosto popolnoma nesmiselno. Človek ima včasih občutek, da bi prej tisto ložo tamle prepričal, kot pa, recimo, to gospodo in pripadniki elit, ki imajo seveda vse izvolje moči v svojih rokah in če na nje ni mogoče vplivati, potem se pač nič ne da narediti, potem preprosto ostane samo še obup ali pa cinizem. Ali pa, da človek pač nekaj naredi na sebi, da vsega tega kratko malo ne vidi, ne sliši in o tem nič ne ve. Ker je pa ne mogoče. Ker je toliko medijskih vsebin okrog nas, da mislim, tudi če si ušesa zatisnete, pa oči zaprete, sa po svet ne morate hoditi. Še vedno ni nujno, da ne nič videli, pa ne slišali. Ker enkrat jih pa morate odpreti. Ali pa ušesa tudi. In bo že nekdo kaj povedal, kaj se tudi. Kljub temu, torej nadaljujemo in zdaj smo reči, blazno uživamo v tem. A vidim? Je prav malo bilo. A mislite, da se mora zdaj upravičevati zaradi tega? Mi da niso naprije. In danes tudi o tem govorimo. Govorimo o 4 temah, in tako že naprej vemo, se to ni treba poudariti, da bo zmanjkalo časa, da bomo prišli do 4., ampak namen je pa dober. Govorili bomo najprej o temah, oziroma govorimo o konceptih, govorimo o nečem, kar bi lahko imenovali tudi guba v navezavi na znamenito Deleuzeovo razmišljanje, ko je pisal ko se ukvarja z najdicem. Lahko bi govoril o gubi, o 4 gubah. Guba je dober izraz zato, ker nam pomaga misliti na poseben način, kako je narejena realnost, v kateri živimo. Realnost je zgubana, realnost ni ravna evklidovska ploskva, je zgubana, na poseben način je zgubana, kar je zelo dobro za razmišljanje, za naporno, intelektualno delo, kognitivno delo. O 4 gubah, torej, prva je meja. Je meja, druga je diferenca, oziroma razlika, tretja je demokracija, četrta pa večnost. O teh 4 gubah bomo govorili, znotraj teh 4 gub se bomo poskušali znajti, poskušali se bomo sprehoditi, ampak ne tako zlagoma in brezbrižno, pa z posebnim mentalnim naporom, ker nam ni vseeno, kot sem na začetku rekel, kaj je moralna filozofija in zakaj jo sploh imamo. To je temeljno vprašanje, zakaj sploh imamo moralno filozofijo, kaj ti, če ne bi bila potrebna ali je ne bi potrebovali, potem bi se seveda morali vprašati, zakaj so jo ljudje sploh razvili, če ne potrebujemo, če ne koristna. In v sedanjem življenju danes v kapitalizmu, na vrhuncu zatona kapitalizma, je videti, da dejansko ne potrebujemo. Moralna filozofija namreč, prej smo pogledali en tak primer, moralna filozofija odveč. Če kaj naredite narobe, zadošča, da se pokasate in je vse v redu. Ker pa nismo brezbrižni, imamo poseben odnos do moralne filozofije.
natanko tako, kot je terjal Kant. Poseben odnos pomeni, da obstaja pravilni odnos do moralne filozofije. Obstajajo tudi odnosi, ki niso pravilni, ki so neustrezni. Obstajajo odnosi, ki so neproduktivni. Obstajajo odnosi do moralne filozofije, zaradi katerih od moralne filozofije nimamo nič. Tudi, če smo prebrali kakšno knjigo, tudi, če smo poslušali kakšna predavanja, od tega preprosto nimamo ničesar. Na nas to ni naredilo nobenega vpliva. Ni nas pretreslo, ali kot se reče, ni se nas dotaknilo. Prosim. To zaradi vprašanja, a ni v bistvu moralna filozofija odgovor na to, da ne potrebujemo spovedi? Dobra ideja, ja. Dobra ideja je to. Produktivna ideja. Zelo dobra ideja. In na neki ravni se gotovo strinjam z njo. Na neki ravni, na neki. Se strinjam. Se strinjam. Zelo dobra ideja. Mogoče sam za trenutek, da se navežem na njo, če ste gledali film The Revenant, povračnika nekaj v tem smislu. Niste. A ga je kdo gledal? Še nobeden. Leonardo DiCaprio. The Revenant. Zdaj je. Zdaj na zgoreno, ali bo. Jaz ne vem. Aha, okej. No, če ga boste gledali, boste trčili ob neko idejo, ki je s tem, kar ste vi rekli, na en zelo produktiven, zelo dober način povezan. Namreč, The Revenant, ko že ime pove, človek bi najprej pomislil, da ta, ki je bil grobo napaden in mu je bilo pravzaprav namenjeno, da umre, namenjeno mu je bilo, da umre, se vrne. V civilizacijo, rečemo temu, čeprav med ljudi se vrne. In lahko bi razmišljali o maščevanju. Da gre za maščevanje. Naprimer, grof Monte Cristo, ajde, na nek način, ja? Za maščevanje. Ampak ne gre. Ne gre. In zadnji prizor v filmu, ali pa eden od zadnjih, no, je dober. Ko on, Leonardo DiCaprio, izreče neko modrost, sicer staro indijansko modrost, in sicer, da ima samo Bog pravico do maščevanja, oziroma da samo Bog tisti, ki o tem odloča, ki pač lahko s tem nekaj naredi, karkoli že. Ne pa človek. In še vse prevečkrat se primerja spoved z psihoanalizo. Če še v analizi se dogaja nekaj podobnega. Tudi slučajno ne. Se ne dogaja. No, ampak mogoče bomo o tem še kaj rekli. Gremo torej po vrsti. 4 teme. Prva je, kot smo rekli, meja. Meja je beseda, ki jo pogosto uporabljajo ljudje v časih, v katerih živimo, zlasti takrat, ko nanese beseda na vzgojo. Veliko ljudi je, starši, vzgojitelji, učitelji in drugi, ki velikokrat rečejo, da je, to me zelo radi, to gotovo velikokrat slišite, da je treba postavljati meje. In to tako velikokrat slišite, da že postavi simptom. Treba se vprašati, kaj ljudje s tem zares mislijo. Da je treba postaviti meje, recimo otrokom je treba postaviti meje. To boste slišali vedno znova. Če pa resno razmišljamo o tem, potem je zgodba bistveno drugačna, kot si ljudje predstavljajo. Poglejmo najprej k starim in se še enkrat lotimo teme, o kateri smo že govorili velikokrat. Namreč, kaj je eden od velikih idealov
grške kulture v določenem obdobju, ki je recimo v 5. stoletju pred našim štetjem, v 4. stoletju pred našim štetjem. Veliki ideal grške kulture je skrb za dušo. Oziroma, natančneje skrb za to, kar stari imenuje psihe, to ni duša, to ni isto. Psihe, skrb. Prav gotovo je res, da temu posvetijo zelo veliko pozornosti, zelo veliko časa in nastaja kultura. Nastaja kultura ukvarjanja s seboj oziroma ukvarjanja z dušo, ki je posvečena skrbi za dušo. Skrb za dušo prav gotovo ni nekaj, kar bi bilo povezano z malomarnostjo ali lenobo ali celo brezbrižnostjo. Prav gotovo, da ne. Beseda skrb izraža neko zavzetost, prizadevanje, pomeni kultiviranje vsega, kar pač skrb za svojo dušo terja, kar pomeni za ljudi. In enako je res, da, to najdete pri Aristotelu, so stari Grki bolj ali manj prepričani, da je ta skrb za dušo vezana na nek princip, ki ga stari poskušajo misliti kot univerzalnega. In to je z Aristotelom, da ne sme biti ničesar preveč. Ničesar preveč. Človek ne bi smel pretiravati ne v eno smer, ne v drugo smer. In iz tega se je izcimilo prepričanje, da je najboljša pot nekako srednja. Ne en ekstrem, ne drugi ekstrem, ampak srednja pot. Lahko bi tako razmišljali in mnogi tudi razmišljajo. Tudi danes. Gotovo je mogoče misliti, da je ideal človekove skrbi zase, da odkrije, najde določeno ravnovesje ali pa ravnovesja. Notranji mir, na primer, harmonijo, spokojnost, recimo. Nekaj, kar bi lahko imenovali nirvana ali kaj podobno. Gotovo je tako razmišljati in številni tako razmišljajo. In to je veliki ideal, katerim velja stremeti. In pri tem bi tudi lahko ostali, če se ne bi zgodilo nekaj, kar prestavi celotno razmišljanje nekam drugam, neko popolnoma drugo vesolje. Prestavi ga z, torej Sofoklej z Antigono. Sofoklej prestavi celotno razmišljanje in danes za nazaj je videti skoraj čudežno, da je Sofoklej do tega prišel. Kako je prišel do tega razmišljanja? V svetu, v katerem so veliki ideali, taki, kot sem jih ravnokar orisal. Sofoklej zadevo premakne, torej nekam drugam. Ustvari določeno razliko, to je še en koncept, o katerem bomo govorili. Če se za hip še zadržimo v današnjem svetu, ko nekdo reče, otrokom je treba postaviti mejo. Kako to določiti? Kako pa veste, kje je meja? Kakšna meja? Kaj pravzaprav ta metafora sploh pomeni? Otroku je treba postaviti mejo. In če zelo natančno razmišljate o tem, boste zelo hitro ugotovili, da se vam izmika. Da ne morete natančno določiti, kje je zdaj meja. Prosim. Nažalost, starši še zelo so prepričani, da je njihova meja prava meja in ima veze z otrokom in njegovim razvojem. To je pa tudi res, ja? Mislim, to je... Se strinjam. Zato sem pa rekel, če razmislite, drugo je, če imate svoje kaprice in reče, tle je meja, zato sem jaz tako rekel. To je avtoritarnost. Na ta način vzgajati otroke ni glih najbolj.
Iz integritete zgledom. Kako? Iz integritete postaviti mejo in zgledom dosledno udejanjati povedano. Recimo, da je tako. Fajn. Bomo do tega zgleda prišli, ko bomo razmišljali o Antigoni. Antigona je zgled tega. Ok, do določene mere... Ok, čeprav, veste, če uporabljate take metafore, vas seveda moram povprašati, kaj mislite z integriteto, kaj pa je to? Skladnost misli, besed in dejanj. Ok. In seveda spet vas moram vprašati, kaj je sklad. Ampak o tem smo že rahlo kar spregovorili. Stari Grki so posvetili stoletja. Skladnost, harmonija, kako ampak se ni šlo. Ker se ni moglo iziti. Ampak počas. Torej, če se sprašujete, boste videli, da je ta meja zelo, zelo izmuzljiva. In da jo natančno določiti preprosto ne morete. Vzemite katerikoli primer. Vzemite primer. Otrok se v sred trgovine vrže na tla in vztraja, da mu kupite tisto igračko. Prav, postavite mu mejo. Probajte. Kako to naredite? Saj jaz ne trdim, da vam ne bo uspelo na nek način, ampak gotovo boste imeli vsaj težave. Saj to je moja začetna poanta. A bo vsem kupiti ali ne? A je ta igračka že, ne vem, otroci so pogosto zgolj zvesti potrošniki. Če ima doma 15 barbik in je zdaj na sporedu 16, ki je ravno kar prišla v trgovino in posluša vsak dan reklame, kupite jo, potem pride v trgovino in reče, mami, še 16, mami pa reče, ja, veš kaj, treba postaviti meje, zanj so bila na enem predavanju, Ruta je rekel, da je, otrok sam debil, kakšna meja, mislim. Ves čas me nagovarjajo, da jo kupim, ne, mama jo bo kupila, jaz da on, da je dobro imeti, da je to smiselno, propaganda se veli čez otroka vsak dan, zdaj pa kar naenkrat mejo. A ste že kdaj videli reklamo, ki bi rekla, sicer je prišla še 16. barbika na trg, ampak, dragi starši, veste, otroku treba postaviti, ne mu jo kupiti. Zakaj pa pol reklama? Skratka, to so zelo zabavne zadeve lahko, vsaj dokaj časa razmišljamo na njih, o njih, dokaj smo v akademskih krogih, potem, ko se znajdete v trgovini pred otrokom, ki smo v tla meče malo drugač. Ampak vendarle so to dobri primeri za tole poanto. Mi živimo v svetu, ki nas od malega prek svojih zastopnikov, so to starše, so to vzgojitelje, so to PR-ovce, so spin doktorje, so to reklame, so oglase, propaganda, so politike, so bankirje, so ekonomisti, vse en kdo, ko listja jih je, nas nagovarjajo in nas prepričujejo in nam govorijo, da živimo v svetu, kjer nobene meje sploh ni. Kapitalizem je globalne narave. Torej nima nobene meje. Gospodarska rast nima nobene zgornje meje. Ne samo raste. Drugo leto, čez 2 leti, čez 3, čez 4, bolj kar raste, bolje je. Spravi, mi nenehno poslušamo žargon, da ni nobene meje in da tudi ne bi bilo prav, da je kakšna meja. A ste že slišali, da, ne vem, recimo, ekonomisti je, ja, vlagatelji morajo priti, tuji vlagatelji morajo priti v Slovenijo. A bi bilo smiselno reči, naj pridejo tuji vlagatelji, ampak naj ne vložijo preveč. Naj vložijo glih prav, do ene meje. To ne gre skupaj še na osnovni ravni izjavljanja. Ne morate vlagati glih prav. Ravno nasprotno je res. The more, the better. Več, ko vlagate, bolj smo srečni. Torej sploh ni nobenega govora o mejah. In potem nekdo se znajde v enem trenutku v napeti situaciji in reče, ja, meje pa morajo biti. Ne gre skupaj, to je čisti cinizem. Ne morate v
otroka postaviti nenadoma pred neko bariero in reči, ja, veš kaj, meja pa mora biti v življenju. Ne? Potem in predtem je pa nenehno poslušal, kaj pravzaprav, z eno besedo, the sky is the limit. Ne? Otrok nenehno to posluša, pa ne samo otrok, mi nenehno to poslušamo. Nobene meje ni, sledite svojim sanjam za Boga. Ne? Seveda je na tem nekaj ciničnega. Ker polovica ljudi nima nobenega premoženja, polovica ljudi nima kakšnim sanjam slediti, ker nima kapitala. Seveda je nekaj ciničnega, ampak potem je situacija še slabša. Ker je treba prebrati v podtonu, kaj pravzaprav s tem mislijo, ko govorijo sledite svojim sanjam. Elite lahko sledijo svojim sanjam za Boga. Noben drug ne more slediti svojim sanjam. Tudi če poskuša, ne bo daleč prišel. Elite pa predstavljajo po definiciji manj kot 1% ljudi. A ste že kdaj razmišljali, kakšen je svet zares, tak kot je, empirično, ne tak kot je v oblakih pa v metaforah. Empirično, v kakšnem svetu živimo zadnjih 25 let. Če natančno premislite, zadnjih 25 let, 2 milijona ljudi bolj ali manj opazuje. Jaz sem prepričan, da manj kot 100 ljudi, kako jim kapital odnašajo pred nosom. Manj kot 100 ljudi. Bavčar, Šrot, Zidar, manj kot 100, manj kot 100 ljudi. Pravi, 1.999.900 pa še nekaj ljudi, 25 let opazuje v njih nekaj manjkov, ki so pobrali vse. In kaj stori ta 1.999.900 in še nekaj ljudi? V glavnem nič. To je zame resno empirično vprašanje, ne metaforično in abstraktno in utrgano in akademsko. Empirično, resno vprašanje. Kako je možno, da skoraj 2 milijona ljudi ne stori tako rekoč ničesar tem nekaj desetim, v glavnem stokajo in jamrajo, pravzaprav ne, v glavnem so tiho, nekateri pa stokajo in jamrajo. Oni pa počnejo krčijo. Nekaj desetih je. To je dobro vprašanje. Kako je možno vzdržati četrt stoletja v takem razmerju moči? Zbravi, teh ljudi je bistveno manj kot, kaj, še 1000 jih ni, 1000 Slovencov je 2000 ljudi, teh ljudi ni 2000. Zbravi, manj kot 1000. 99,9% ljudi se pa lahko zadovolji pa s tem, kar ostane pa itak nič. Ali pa malo, kakšna drobtinca ostane, da ne bomo glih rekli, da še ostane. To so dobra empirična vprašanja. Se pravi, živimo v empiričnem svetu, v katerem dnevno izkušamo, gre za empirične izkušnje, ne za izmišljene izkušnje. Da za nekatere ni nobene meje in a veste, kaj je hrbtna plat tega? Za vse ostale so pa itak meje že zdavnaj postavljene. Saj, če nimate kapitala, itak nič ne morate. Je vsako ugotavljanje, da je treba mejo postaviti odveč, ker je meja že tako ali pa tako določena. Probajte iti v trgovino pa, če imate 800 evrov plače, pa skušajte zapraviti 1000. Pa vi samo o materialnem kapitalu govorite. Kaj pa duhovni kapital, kapital znanja, kapital vrednot, kaj pa to? A to ne velja nič? Če sploh položnico plačaš? Ja, najprej to. Kapital, ko govorimo o kapitalu, govorim tako, kot ga je določil Marx. Kapital. Nobene potrebe ni, da govorimo o materialnem kapitalu, pa o duhovnem kapitalu. Če berete Marxa, če berete njegov kapital, potem veste, kaj je kapital. Ko govorimo o kapitalu, najprej mislimo na odnose. To je kapital. Kapital ni samo denar in kapital ni premoženje. Kapital so ljudje. Berete Marxa, berete kapital. Ali pa Lumala, če berete Lumala, structure value. Koncept structure value. Prav, sej. Se pravi, ni nobene potrebe, da govorimo o duhovnem kapitalu. Ker je beseda kapital že zajema vse to, kar bi šele potem z nekim naknadnim razmišljanjem lahko dodali. To smo že tudi, o tem smo že zdavne razmišljali. Ne?
Ljudje, delavci, to Marx nenehno poudarja, samo ljudje ustvarjajo vrednost. In to je kapital. Vrednost ustvarjajo. Blago, oziroma dobrine, imajo vrednost, ki se seveda med drugim izraža tudi z denarjem, s ceno. In kaj omogoča elito? Ja to, da imajo strukturne možnosti, da to vrednost, oziroma bolj natančno, kot pravi Marx, presežno vrednost vzamejo zase. In s tem, in to je tisto, glede česa se lahko prepričamo sedaj, že in kadarkoli, celotno populacijo ljudi držijo na natančno določenih mestih. Večina ljudi se zaradi tega, ker se presežna vrednost steka v roke nekaterih, v glavnem ne morejo primakniti nikamor v svoje življenje. To je tisto, kar je ključno, veste, ne zdaj materialne dobrine, duhovne, ne, gre za razmerja, za odnose gre. To moramo pogledati, kako so vzpostavljena razmerja med ljudmi in sicer na tak način, da večina ljudi se ne more premakniti nikamor. Oziroma je prostor, znotraj katerega se lahko premikajo, zelo omejen. Za polovico ljudi, ki nimajo premoženja, je pa pravzaprav absolutno omejen, pa tako, kot je gospod rekel. Če nimate za položnice, vas to noben vprašal, kdo ste, pa odkot ste in tako naprej. Če ne boste plačali položnice, bodo prišli rubežniki ali ne vem kaj. Seveda se najprej stvari zapletajo natanko pri materialnem stanju posameznikov. To je nesporno res. Če nimate denarja, ki je univerzalno menjalno sredstvo, potem ne morete menjavati dobrin. In zgodbe konc. Je čisto vseeno, kaj se vi pri tem mislite, ali pa kdo ste, ali pa kakšne talente imate, čeprav, seveda, in tem je tudi nekaj cinizma. Jasno, da vam bodo vedno znova postregli z zgodbami, kot je, ne vem, se je tudi Steve Jobs začel s skromnimi, ne vem, koraki pred ne vem kolikimi leti in tako dalje in tako dalje. Čeprav tudi to ni čisto res. Nekaj drugega je, če se rodite zlato žlico v ustih, nekaj drugega pa je, če se rodite tam v neki zabačeni vasi v Afriki, kjer nimate možnosti nobenih, da se kamorkoli v življenju premaknete, pa če imate IQ 250. Seveda, najprej je treba pogledati, kakšna so materialna, družbena razmerja. Potem pa lahko še kaj modrujemo o duhovni nadgradnji, pa ne vem kakšni infrastrukturi, pa o tem, kar imamo ljudje med seboj in tako dalje in tako dalje. Tisto, kar je zares radikalno in nažalost to ljudje prehitro spregledajo, oziroma premalo vejo o tem, so natanko materialni vzvodi moči. Materialni vzvodi. Veste, to so nevidni. Ko jaz rečem materialno, to ne pomeni, ne vem, ta kozarce nekaj materialnega. Ne, malo bolj so zadeve zapletene. Ne morete videti, danes z očmi, ne morete videti, naprimer, izkoriščanja delavcev. Vi lahko visite v tovarni noč in dan, pa note videti, da kdo koga izkorišča. Pa vendar bo lastnik kapitala vse bogatejši, delavcev pa nikamor prišel. In se morate vprašati, kako je to možno. Nobenega izkoriščanja ne vidim, nič otipljivega ni, pa vendar se razmerja med ljudmi nenehno spreminjajo v prid enih in nenehno proti drugim. Seveda, zato ker, ko govorimo o materialnem, ne mislimo na materialistično, veste, ni isto kot pozitivistično. Ne smemo mešati teh pojmov. Ta kozarec je nekaj materialnega. Prav gotovo. Ampak vse so tudi odnosi med ljudmi materialni. To, kar jaz zdaj govorim, je nekaj zelo materialnega. Iz mojih ust prihajajo zelo materialne besede, če hočete. Moj glas je nekaj materialnega. In to, kar imamo mi med seboj, recimo, pa to, kar imate vi med seboj, pa to, kar imajo ljudje med seboj,
je vedno nekaj materialnega, čeprav to ne pomeni nekaj otipljivega, pozitivističnega, tako kot tale kozarc, ki se ga lahko dotaknemo. Zadeve so bolj kompleksne, kot misli, pač preprosto pozitivistična zadeva. In tle je catch. Tle je eden od največjih problemov, ker ljudje pozitivistično razmišljajo in ne vidijo, in so začudeni. So začudeni delavci, bo rekel, pa se mene nihče ne izkorišča. Celo nasprotno, o tem smo tudi tukaj že veliko govorili. Danes imate empirično izkušnjo, otipljivo izkušnjo kot delavec, da za vas celo lahko krasno skrbijo v podjetju. Imate 13. plačo, božičnico in skoraj, ne, saj poznate, če ste brali Boltanskega in tako dalje, ne, novi materializem, nove oblike sodobnega materializma skozi duhovnost. Ne. Danes se menedžerji na delavce naslavljajo skoraj kot terapevti. Ne. Danes se na nas naslavlja propaganda kot ena sama duhovna modrost. Danes vsaka leva reklama dobi obliko, ko boste kupili ta avto, saj ni toliko pomembna materialna vrednost tega avtomobila, bolj pomembno je vaša izkušnja, užitka, kako se boste peljali z njim, bla, bla, bla. To je sodobna materialnost. Duhovnost je materialnost za Boga. Ne gre za preprosto opozicijo, nekaj je materialno, nekaj pa duhovno. To je pozitivistična delitev, ki je slaba. Sodobna materialnost je poduhovljena skozi in skozi. Zato se na vas ljudje, recimo elite, ki imajo kapital, poslušajte gospoda ministrskega predsednika, on se vedno znova naslavlja na vas skoraj kot guru, kot tibetanski modrec, ki govori z umirjenim, notranjim glasom, doseguje notranje in tega. On se nikoli ne razburja, ste to že opazili. Njegovo življenje je sama ravna črta. Potres. Aha, potem skulirajmo se, ne smemo biti pali. To je sodobna, rekel, ta napetost, a ne? Ko je težko misliti. Ni to tako enostavno, ne? Ko se materialna razmerja med ljudmi, ljudem in njihovi spontani zavesti ponujajo kot čista duhovnost. Danes se menedžerji naslavljajo na ljudi kot psihoterapeuti. Poskrbite, da ne boste preveč pod stresom, ne vem, v tovarnah ponujajo delavcem masaže, postavijo na hodnik kakšno lutko, da lahko malo šutirate, da se sprostite, da ne boste šli domov pod stresom. Danes vas pospremijo, ko boste šli domov, pazite nase, jejte zdravo hrano, ampak to še ni dovolj, poiščite si kakšnega dobrega psihoterapeuta, razrešite notranje dileme, da boste jutri prišli na delovno mesto spočiti in tako dalje. To je izkoriščanje danes, ki ga zlepa ne prepoznate kot izkoriščanje, ki ga prepoznate kot serijo modrih, terapevtskih, prijateljskih nasvetov, kako živeti, da bo vaše življenje čim bolj kvalitetno. Zakaj? To seveda se pa spregleda, tega se pa ne reče, to je pa podobnitisk. Ja, zato, da vas bodo lahko še bolj izkoriščali. Ja, zakaj morate biti spočiti na delovnem mestu? Ja, da boste več ustvarjali. Kdo bo pa pobral tisto vrednost? Vi že ne. Ja, seveda, da kapitalist hoče, da ste spočiti za Boga. Zdavne so minili časi iz leta 1750, ko so ljudje spali pri stroju. So bili totalno izčrpani za temi statvami in tako dalje in tako dalje. To je zdavne minilo. Sodobni materializem je skozi in skozi čista duhovnost. Ampak saj tudi duhovnost mora biti utelešena. Če vi poslušate, ne vem, Beethovnovo simfonijo, čist materialna zadeva, se vi rabite note, vi rabite eno napravo in tako naprej, da sploh lahko poslušate. Se tudi zvok je nekaj material in tako dalje in tako dalje. No? Gremo nazaj. Kako je torej s temi mejami? Najprej treba ta obrat razumeti. Živimo v svetu, v katerem nobena meja v resnici ni zaželena. Oziroma,
diskurs, način, kako se ljudje naslavijo drug na drugega, ima vedno dve ravni. Ena je ta, ki je na površju in jo spontana zavest z lahkoto opazi. Ja, druga je pa nezavedna. Zato je vedno dobro biti pozoren na to, ne samo, kaj vam rečejo, ampak tudi to, česa vam ne rečejo. Česa pa nikoli ne slišite. Ali pa, kaj pa je tisto, kar zelo redko slišite. To niso naključne zadeve. To so sistematični načini manipuliranja z ljudmi, ki se tudi ne prikazujejo ljudem kot manipulacija. Saj ne morete enega človeka pokazati, razen mogoče kakšnih skrajnih primerih, za katerega bi lahko rekli, on pa manipulira z vami. Ne, zadeva je bolj sofisticirana. Vi manipulirate sami sabo. Tako, da spontano verjamete stvarem, ki se na vas naslavljajo. Seveda jih pri tem selekcionirate, ampak spet, a veste, to je že del žargona, to je že všteto. V propagando je že všteto, da so ljudje različni in da bo vsakdo vzel nekaj zase, tisto, kar njemu paše. To je že vnaprej všteto, saj vi tega ne veste. Vi mislite, da ste svobodni in da lahko v ponudbi dobrin izbirate tiste, ki so za vas. Pa ni res, ker je zares znanost. A veste, ne vem, če ste kdaj razmišljali, ali pa če ste kdaj se v to poglabljali, kako so recimo narejeni, ne vem, obleke, na primer. A veste, da obstaja tipologija osebnosti, ki jih psihologi priredijo za dizajnerje, ko oblikujejo obleko. Za ta tip osebnosti je ta tip obleke. Za drugi tip je drugi tip obleke. In vi pridete v trgovino in rečete, o, fino, meni pa tale obleka paše, čist se poda moji osebnosti. Se to je bilo predvideno. To je bilo vnaprej predvideno. Niste vi to pogruntali. To so pogruntali psihologi pred vami. In tukaj vam v bistvu vzamajo možnost resničnega svobodnega odločanja in vi verjamete, da se svobodno odločate. Pa se ne. Zato je, ko govorimo o meji, nekaj drugega je treba reči, ne to, treba je postaviti mejo. Ker če treba danes komu postaviti mejo, veste, to niso otroci. Kapital je tisti, ki bi mu treba postaviti mejo. Kapital. Ne vem, če ste spremljali zdaj je dizel je že danes manj kot evro. Če ste kaj opazovali podatke. Nafte je vsak dan na trgu za nekaj 100.000 ton preveč. Ne premalo, ampak preveč. Ker jo načrpajo preveč. Zato se je cena nenehno pada. In bo še naprej padala, ker je preprosto preveč. In človek z zdravim razumom bi pričakoval, da bodo omejili količino načrpane nafte. Pa jo ne bojo. Tukaj se začnejo zadeve, veste, resno zapletati. Če pomislite, ravno kar je bil sprejet v Parizu na konferenci dokument o omejevanju toplogrednih plinov v ozračju. Ja, s čem jih boste pa omejili, če je nafte vsak dan več? Pa premoga. Pa ne vem, česa še vse, kaj spušča CO2 v zrak. Kje pa je videti, da kdo kaj omejuje? Jaz ne vidim ničesar. Ne vem, kako vi. Jaz ne vidim ničesar, pa živim na istem planetu, pa v istem kulturnem prostoru kot vi. Se pravi, to je samo igra. Kapital po definiciji ne prenese nobene meje. Nikoli jo ni in nikoli je ne bo. Zato zdaj nastajajo resne težave, ker se očitno kitajsko gospodarstvo sesuva samo vase. Samo spremljajte podatke o kitajski gospodarski rasti oziroma kaj se dogaja z juanom in kako padajo borzni indeksi po svetu. Samo številke spremljajte. In vsaj upam, da boste takoj videli, kaj se dogaja. Nastaja črna luknja. Črna luknja pa po definiciji potegne vase vse, kar je blizu in daleč. Po definiciji, ne zato, da se to kdo zmislil. Ker kapitala ni mogoče omejiti na noben način. Ga ni človeka, ki bi ga omejil, ni vlade na tem svetu, ki bi ga omejila.
Prosim? Ga bo pa čuj na... Sej, ker pogrezal se bo sam vase. Zato se je seveda lažje spraviti na otroke. Ja, otroke je pa treba mejo postavljati. Ne! Mislim, ja, seveda tudi na nek način, ampak če otrok živi v približno, ne vem, družini, kjer so ljudje približno zreli, bom tako rekel, da nekakšne druge besede uporabil, so meje itak že strukturne. Nikoli ni bilo nobenemu otroku treba postavljati meja, ker meje, če so že strukturne, realnost je vselej že omejena. Vselej že sama po sebi je omejena. Ni treba nič omejevati. Ko ste imeli svoje otroka, pa če jih imate, če ste jih vzgajali, kot je gospa prej rekla, recimo svojim vzorom, če lahko tako rečem. Vzemite kakšen banalen primer. Starši gredo zvečer, ne vem, ob 10 spat. Kaj naredijo otroci? Ja, tudi oni grejo spat. Seveda grejo, razen če jih niste znevroptizirali. Govorimo o zrelih ljudeh, prosim. Zakaj? Ja, zato, ker obstajajo strukturni odnosi, otroci imajo radi svoje starše, dokler jih niste znevroptizirali, vas imajo radi. In ste vzor, že po naravi. Starši so že po naravi vzor svojim otrokom. Če kdo otroke zafura, to gotovo niso otroci, so starši. Poje pa njim treba postavljati meje. Ne, najprej staršem treba postavljati meje. Ne? A veste, po vrsti je treba, najprej kapital treba postaviti meje, poje staršem treba postaviti meje, pa so pa itak meje že povsod, otroci itak sledijo. Za Bog, to pove elementarna razvojna psihologija, tem pa res ni treba nič novega povedati, kako otroci sledijo svojim staršem. Je pa seveda problem, ker pogosto starši vzgajajo svoje otroke po dveh tirih zase. Imajo ene norme za otroke, imajo pa druge norme. A veste, težko je biti vzor nekomu, če mu pridigate, da, ne vem, kajenje povzroča raka na pljučih in imate cigareto v roki. To je težko biti vzor. In o tem tukaj govorimo. Pozicije, veste, ko govorimo o etiki in moralni filozofiji, so zelo jasne. Bomo spregovorili zdaj o Antigoni. So zelo jasne. Tam ni nobenih dvojnih meril. Zato je tudi pomembno, da govorimo o moralni filozofiji. Moralna filozofija nam pove, da so določeni principi, določene maksime kristalno čiste. Nekaj narediš ali pa ne. In nobena sofistika ne pomaga. Saj sem hotel, pa mi ni ratal, pravzaprav sem to hotel, ampak mi je ušlo, ali pa saj mislil sem, ampak ni mi pa v praksi uspelo, ne pomaga. Ko govorimo, zato je tako težko, zato pravi Kant, da je svoboda, hudičevo, naporna zadeva. Da je v bistvu travma za človeka. Ker se je težko pravilno odločati. To ni nekaj lahkega. Vse prevečkrat ljudje mislijo, da je to nekaj lahkega. Bodite resnično vzor nekomu. Ne, jaz sem vzor, samo mene ne razume. Tisti, ki je zares vzor, veste, ljudje zelo hitro prepoznajo, ali je ali ni. Zelo hitro prepoznajo, ljudje niso neumni. Zelo hitro ugotovimo, kdo ima dvojna merila. Zelo hitro, o tem smo tudi že tukaj govorili. Zelo hitro prepoznamo, kakšna je razlika med besedami, ki jih nekdo uporablja, in dejanji, ki tem besedam sledijo ali pa ne. Torej, ko govorimo o meji, v resnici govorimo o nečem drugem. Govorimo o tem, kar je tako skoraj bi rekel čudežno. Obstaja zmožnost človeškega bitja, ki jo živali nima. Samo ljudje ima. Zmožnost človeškega bitja, da naredi nekaj, kar je dejansko vredno vsega razmišljanja in spoštovanja. A veste, kaj je tisto ključno, kar ljudje zmorejo narediti? Zmorejo se distancirati od realnosti, v katero so sicer potopljeni. Živali tega ne morejo. Živali so del realnosti in ne morejo izstopiti. Nimajo dovolj kognitivnih kapacitet. Človek pa lahko. Človek se lahko distancira do realnosti. Lahko vzpostavi razliko. Lahko razmišlja tako, da
je njegovo razmišljanje ravno obratno od razmišljanja, ki ga, nažalost, ljudje pogosto uporabljajo. Ljudje pogosto razmišljajo takole. Jaz sem del realnosti, potopljen sem v realnost. Jasno, da je materialna in duhovna in bla, bla, bla. Vsi vemo, kaj je realnost, vsaj okvirno beseda pomeni. Potopljen sem v realnost. In ljudje zelo pogosto razmišljajo, znotraj te realnosti jaz pravzaprav kaj dosti ne morem narediti. Name vplivajo različni dejavniki, kot je luna in plimovanje morja in kozmične energije in kao in demoni in ne vem kva še vse. Name vpliva moje otroštvo, kakršnega sem imel, pa mogoče še prejšnje življenje. Ljudje zelo hitro najdejo dovolj razlogov, da sami sebi rečejo, jaz sem tako determiniran v tej realnosti, kateri del sem, da pravzaprav sploh ne morem kaj dosti narediti. Zato se ljudje veliko krat pritožujejo in razmišljajo, naj drugi nekaj naredijo, da bo njemu ali njej bolje in tako dalje. In redko kdaj boste opazili, da človek vzpostavi distanco do realnosti in razmišlja drugače, ravno nasprotno od tega. Reče, ja, res je, da sem determiniran v svetu, v katerem živim. Približno tako sem determiniran kot vi, pa kljub temu lahko vzpostavim distanco do tega in ne dovolim, da določena zadeva name vpliva. To razmišljanje je silno redko. Že samo vraževerje, recimo, ki je med ljudmi zelo razširjeno, to dokazuje. Ljudje so v hipu pripravljeni verjeti, na primer, v horoskop. V to, da njihovo usodo na tem svetu določa in kup kamanja tam gor na nebu. Ali pa plina, se vse. A vidite, kakšen je razkorak med enim in drugim načinom razmišljanja? Da je človek pripravljen verjeti, da je njegovo življenje, recimo v naslednjem tednu, odvisno od enega klinčovega planeta, tamle nekje, ne vem kje. Ali pa od treh, ki so se glih postavili neko tako konstelacijo, da je glih iz Zemlje je videti to kot, to je neka blazno pomembna konstelacija, ki vpliva, ki določamo, a ste čist nori. Pa vendar ogromno, ne malo, ampak ogromno ljudi dnevno v to verjame. Ali pa verjame, da nekdo, ki tam premetava nekakšne karte, na drugi strani itak za denar, seveda, joj, vidim, ne, se zuma, pojma ni, nič ne vidiš, no, pišel, so sam karte, blesave, nič ne vidiš. Ali pa v zoc pogledaš, pa nekaj vidiš, ne vidiš nič, zoc je pa zoc, zoc je zgolj zoc, treba biti materialist. Celo pozitivist je treba biti, zoc je zoc, pa pika. In ve se, kaj to je kavna vsebina. Torej, že to potrjuje, kako velikanski razkorak je, kako malo distance vzpostavijo do lastne realnosti. Vem, da je tako, pa vendar lahko naredim razliko, lahko naredim nekaj, kar ni predvideno. Kar je zagovor svobodne volje. Človek ima svobodno voljo, živali nimajo. Človek pa ima. Ampak svobodna volja, še en prispevek k definiciji svobode. Svobodna volja ni tem, da izbiramo med možnostmi, ki jih imamo na trgu. To nema meze svobodno voljo. Svobodna volja je zmož človeškega bitja, da vzpostavi distanco. Se pravi, da nečesa ravno ne naredi, ko se zdi, da je njegova usoda določena, zapečatena, v horoskopu piše, jutri se ti bo zgodilo to in to, naslednji teden se ti bo zgodilo to in to, ti pa rečeš, vraga, ne bo se mi zgodilo, ker jaz lahko vzpostavim distanco do tega. Torej, to name ne bo vplivalo. To možnost ima človek, da razmišlja, da nekaj ne more vplivati na njega. Zato je razmišljanje o meji korelativno z razmišljanjem o tej zmožnosti človeškega bitja, da vzpostavljamo razliko, da naredimo, da ustvarimo razliko. Da se recimo v določenem trenutku upamo reči komu, kaj vem, vi trdite, da je to tako in tako, no, jaz pa mislim nekaj drugega. In znam to tudi misliti, zagovarjati in tako dalje in tako dalje. Ljudje se pogosto zelo bojijo vzpostavljati distanco. Narediti celo, ustvariti jo. Ne sam razmišljati, vsi ljudje smo različni, tako naprej, trivialno res.
In zdaj, če pogledamo z tega prvega in drugega zornega kota, pravi meja in distanca, kaj naredi Antigona? V svetu, v katerem tudi prevladuje razmišljanje. Naj človek poskrbi zase, ko sem že prej rekel, najde notranjo integriteto, harmonijo, sozvočje, ravnovesje in ne vem kaj še vse. Kaj v tem svetu naredi Antigona? Zadevo premakne popolnoma drugam. S tem, da ustraja pri, saj veste, zakaj gre, ne, da pokoplja njenega brata, s tem, da ustraja, ona sporoča, čeprav tega ljudje okrog te ne razumejo, ne dojamajo tako. Pravzaprav niti ne morejo, ker nimajo ustreznega koncepta. Sofoklej jih ima, drugi pa nimajo. Kaj jim Antigona sporoča? Prvič, jaz si upam vzpostaviti distanco. Ja, vi vsi govorite o harmoniji, treba je v Boga, Kreon, kralj mi govori, da je treba ubogati zakone in tako naprej, jaz si pa upam narediti nekaj čist drugega. In gre za metafizično izkušnjo, to je pomembno. Ne gre za Antigonino kaprico. Gre za metafizično izkušnjo, ki njo kot posameznico, kot človeka usmerja v njenem delovanju nekam popolnoma drugam. Usmerja k neki meji, ki je pri starih Grkih meja med tem, kar zastopa logos in tem, kar je zunaj logosa. To je za stare Grke nekaj, rekel, s čimer se pravzaprav sploh ne ukvarja. Kar je zunaj logosa, o tem ne razmišljamo, ker se itak ne da. To nas ne zanima. Antigona pa se usmerja natanko k tej zunanjosti. Ona se sicer sklicuje, ker nima boljšega argumenta, na bogove, na zakone, ki so starodavni in zastopajo bogovi in tako naprej, ker nima boljšega koncepta, kako misliti lastno delovanje. Antigona ne more misliti lastnega delovanja. Ne razume ga. Ona ne ve, zakaj dela to, kar dela. Pomembno pa je, da Sofoklej vztraja, da mora narediti to, kar dela. In s tem Antigona pravzaprav deluje kot travma v svetu, v katerem bi lahko in pravičeno pričakovali, da bo naredila nekaj, kar bi večina drugih tudi naredila. Ubogala bi kralja. Ubogala bi kralja in bi rekli, večina bi rekla, lej, čist prav ima kralj, taki so naši zakoni, če se jih bomo držali, bo vse v najlepšem redu, dobro, mogoče zakon, kakšen zakon ni dovolj dober, ga bomo še malo popravili, ampak v principu živimo v harmonični družbi. Čeprav seveda so torej grške državice daleč od kakšne harmonije, ne? Pa vendar, in to je zdaj navezala na tretji koncept, v teh družbah se rodi koncept demokracije. Natanko v suženjastniških družbah se rodi koncept demokracije, ki ljudem ponudi fantastično idejo. Fantastično idejo in pri tem ni pomembno, ali so Grki bili zmožni to idejo polno uveljaviti ali ne. Nas zanima samo to, da so jo proizvedli, da bi lahko danes mislimo. In se seveda sami vprašamo, ali smo zmožni to idejo realizirati v sedanjem življenju. To je naša naloga. Grki so svoje že upravili, ni več starih Grkov. Katera je temeljna ideja grške demokracije? Temeljna ideja grške demokracije je, da nad človeškim bitjem, nad nobenim človeškim bitjem ne more vladati nobeno drugo človeško bitje. To je temeljna ideja demokracije. Zato lahko mirne duše pozabite na klišeje, da je demokracija, ne vem, vladavina večine ali pa kaj podobno. Temeljna ideja je ta. Noben človek ne more in ne sme vladati nad nobenim drugim človekom. Kar pomeni še nekaj drugega. Hrbtna stran te iste ideje pa je, nad človekom, nad katerikoli človekom, vladajo samo neosebni zakoni oziroma principi. Ne pa ljudje. In pogledajte okrog sebe in boste videli, kako daleč
smo od demokracije. Kako v resnici nad nami vlada ena peščica ljudi, ki ima kapital, kar pomeni, da ima vlasti naše medsebojne odnose. Smo prej rekli, kapital ni denar, odnosi. Mi smo prisiljeni v odnose, v natanko določene odnose. In jih tudi živimo. Vsak dan jih živimo in smo pri tem celo prepričani, da smo svobodni. Ampak poglejte iz distance, zakaj se v zadnjih, ne vem koliko letih, toliko ljudi, brez posebnega spraševanja, ukvarja naprimer z zdravo prehrano. Prej se niso, moj starata o tem pojma ni imel, pa je zelo zdravo živel, ki tak druge možnosti ni imel. Moj starata ni imel nobene druge možnosti, ker paradajska ga je na vrtu odtrgal, itak ni mogel biti pošprican s pesticidi, ki jih bloni. In paradajs je bil čist bio. Sploh ni mogel biti drugačen. Dobro se moramo potruditi. In seveda vprašanje je, zakaj? Ja, tudi to vprašanje. Ja. Trudimo pa se. Ko vojska. Vsi, bolj ali manj, smo pripravljeni, ja, se mogoče imajo pa prav, in nenehno nekaj počnemo, da bi naredili. Kaj pravzaprav s tem počnemo? Ja, podpiramo industrijo zdrave prehrane. A veste, kako bajne zaslužke imajo? Poglejte si malo številke spet. A ni to naključje? Ne, ni. Ker je kapital pred nami pogruntal, s čim naj se mi ukvarjamo. Mi smo samo rekli, hvala, da se lahko ukvarjamo z zdravo prehrano. Saj res, to pa sploh nisem pomislil. Kapital je najprej pogruntal, kje so tržne niše. Tam, 40-50 let nazaj. Ne, pred 5 leti, pred 50 leti. Da je kar nenadoma, ne vem, če ste brali kakšne sprave o tem, ali pa če ste dovolj stari, se za tega spomnite. Kar nenadoma je bil beli sladkor slab, kaj je bil pa rjav, ta je pa s fulom dober. Če pa isto. Ali pa v stari jugi smo imeli bel kruh pa črn kruh. To je isto, sad je bil pobarven. Ampak se je pa zdelo, da... Ampak itak smo jedli tistega, ki je bil cnej. Saj, Pa nenadoma, čist nekaj drugega prišlo na police in začelo se je razpravljanje, katera vrsta kruha je zdaj bolj zdrava. In seveda še do danes se ta razprava ni končala in se tudi ne more. Ampak poganjajo kapital prek seveda svojih zastopnikov. In gospa je prej omenila intelektual. Ja, seveda, kdo je pa danes ključni zastopnik kapitala? Ja, intelektualci. Danes je, o tem smo tudi tukaj že govorili, danes je za vsako, ne vem, mislim, to smo že povedali, da človeka ne bom povedal, ne? Za vsak superk, ki ga kupite, je zadaj armada znanstvenikov, ki so ga dizajnirali tako, da bo vaša noga, ne vem kako, spočita, ko boste tekali tam 10 km, boste pretekli, pa boste mislili, da sploh niste nič tekali, ker to je narejeno iz takega materijala, da vi tega sploh ne boste čuli. Ampak zadaj je znanost. Ne? Intelektualni kapital. To je šele izkoriščanje. Kognitivni kapital. Koliko je teh izrazov? Ne? Ampak o tem piše Marx o kapitalu. Kapitalizem bo vedno... O tem piše pred 150 leti. Kapitalizem bo vedno bolj potreboval znanost. Konec citata. O tem piše Marx 150 let nazaj. Ker ve, da drugače ne bo preživel. Če pa potrebuje znanost, pa pomeni, da potrebuje znanstvenike. Se ni znanosti brez znanstvenikov. Zato potrebuje visoko izobražene ljudi, ker samo ti so znanstveniki. Morate biti znanstveniki v osnovno šolo. Zato podpira univerzitetno šolanje, ampak nekaterokoli. A to pa ne. Ne morate podpirati nekih norih filozofov, ki tle predavajo Kanta v kožu. To pa ne, tega je koristi.
Podpira se natančno določen tip znanstvenikov. Nihče nikogar ne sili, da mora biti tak znanstvenik. Se popolnoma svobodno odločate, kaj boste študirali, samo da eni noter nikoli službe dobili. In ker ste racionalna bitja, se nas kapital ne sili, kateri poklic izberete. Ne, vi sami racionalno izberete tistega, saj niste neumni. Saj veste, katerega morate izbrati, da boste dobili službo. Tako to teče. In vse to vaše odločanje je naddoločeno s čim? Še enkrat, s čistimi intelektualnimi dosežki sodobne znanosti. Intelektualni dosežki sodobne znanosti kot so, naprimer, humanistična spoznanja, naprimer, psihološka spoznanja, da je dobro, da so ljudje čim manj pod stresom. Za kapital je najbolje, da so delavci čim manj pod stresom. Pred 250 leti to ni bilo potrebno. Zakaj? Zato, ker je bilo vsega tako malo in produktivnost kapitala je bila majhna in delavcev je bilo neskončno dovolj, da tega ni nikogar zanimali, a so delavci spočiti ali niso. Ko je en umrl, je pač prišel drug, rezervna armada delavcev je bila vedno velikanska. V sodobnem kapitalizmu je bistveno drugače. Zato je kapital prvi, ki je prisluhnil znanosti, naprimer psihologom. Povejte nam, psihologi, kdaj naj se začne delovni čas? Ob 6. zjutraj, tako kot se je recimo v jugi časih, ali pa tudi sicer v kapitalizmu časih, ob 6. zjutraj pa da delajo do 2, da imajo boljši oblik prostega časa, ali se naj začne ob 9, da bojo delali do 5, pravzaprav cel dan. In psihologi so izračunali krivulje utrujenosti in tako naprej in so ugotovili, dragi kapitalisti, za delavce je najbolje, da začnejo delati ob 9. Se pravi, vstanejo zjutraj, se lepo doma najejo, spočijajo, bla, 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 ker so meritve pokazale, da je največ delovnih nesreč, če so delali ljudje ob 6, ki so bili utrujeni, kdaj? Od 6 do 8. Preskočimo, ker to je strošek. Pa tudi ni prav, da so delavci poškodujejo. Torej, je še humanistična ideja zraven. Naj začnejo delati ob 9, ker pa morajo delati 8 ur, bodo pač delati do 5, popoldan. Vse je vse eno, da pol nimajo več družinskega življenja, pa da pol že tema, ko domov pridajo in podobno. Kapitala to ne zanima. Kapital zanima, da ste vi spočiti. In vam bo tudi vse ponudil, da boste spočiti. Vso duhovnost, vse psihologe, vse, kar hočete, si lahko privoščite oziroma se celo morate. In v to harmonijo poseže Antigona s svojim odnosom do česa? Do tistega, kar imenuje Platon dobro. In to je resnica. Antigonin odnos do tega, kar je zunaj logosa, je odnos do resnice. Nje ne zanima nobena sofistika, ki bi jo lahko ponudil recimo Kreon. Preprosto je ne zanima. Ona se ni pripravljena z nikomer pogovarjati. Ker ji je nekaj postalo jasno. In to je tisto, kjer se pravzaprav moralna filozofija šele dobro začne. Ko je nekaj popolnoma jasno, ko je človeku nekaj popolnoma jasno, od tistega preprosto ne odstopi. To je to, kar je v človeški naravi. To je to, kar prepoznava, recimo psihoanaliza v človekovi naravi. To, da človeka, in to je pravo nadaljevanje ideje o svobodni volji, da je človek zares svoboden šele takrat, tem je paradoks svobode, ko ga nekaj zagrabi. Antigono je nekaj zgrabilo. Kaj jo je zgrabilo? Človek kot simbolno bitje živi v simbolnem svetu, ki je neskončen. O tem smo tudi tukaj že govorili. V tem neskončnem polju je vedno postavljen na določen kraj, vedno je na določen topos, na določeni poziciji. Ne more kar viseti v zraku. Torej, človek vedno stoji na določenem kraju. Ampak ta kraj je vedno v neskončnosti. In človeka na določenem kraju, ne na vsakem,
na določenem kraju. In Antigona se ostavi na tak kraj. Zagrabi neskončnost. Naslovi se na njega. To je nekaj, kar je tudi težko misliti. Ni Antigona tista, ki je recimo dojela. Saj sem že prej rekel, Antigona ne ve, zakaj dela to, kar dela. Ne ve. In tudi njeno sklicevanje na bogove, stare zakone in tako naprej ni prepričljivo. Ampak tudi ni pomembno, ali ona ve ali ne. Pomembno je, da mi znamo misliti to za nazaj. Na njo se naslovi nekaj iz same neskončnosti in jo zgrabi. Zato je Antigona svobodna. Govorim o izkušnji, ki jo ima lahko vsak človek. Izkušnjo, da sem pripravljen nekaj narediti, ker imam občutek, da me nekaj vleče, nekaj me nagovarja, nekaj, kot da bi nekdo, neka instanca od mene nekaj hotela. Kot da bi se neka instanca name naslavljala, tole naredi. Včasih ljudje rečejo, ne vem, Bog mi je prišel, ali pa Bog mi je dal znamenje, ali pa na nek način se je Bog naslovil name, ali pa različne metafore uporabljajo, da bi to pojasnili, lastno izkušnjo. Ne vem, zakaj to počnem, ampak vem pa, da moram to početi. Vem, da mi je recimo celo ni korist, vem, da mi je celo škodo, ampak jaz bom vseeno pri tem ustrajal. Ne vem sicer zakaj, ampak ustrajal pa bom. To je Antigonina izkušnja. Se pravi, ko se zadeva obrne, ko ni več posameznik popolnoma suveren v polju neskončnosti, ampak ko se skozenj sama neskončnost naslavlja na drugega. Recimo v tem primeru se Antigona naslavlja na Kreona. Se pravi, neskončnost se prek Antigone naslovi na Kreona. In on je ne more razumeti. Ne Antigone, neskončnosti ne more razumeti. Neskončnost v tem primeru ni nekakšna metafora, ki jo uporabljamo. Veste, ko govorimo o neskončnosti, pravzaprav govorimo o matematiki. Matematika je tista, ki zna misliti neskončnost. To ni metafora. To, kar zdaj govorim, ni, ker nimam boljšega izraza. To so zelo precizni izrazi. Obstaja matematika, ki zna misliti neskončnost. Znajo celo opisati, če ste brali kaj Kantorja, recimo. Zna dokazati neskončnost. Neskončne množice je mogoče dokazati, ne zgolj reči, ene so neskončne. Možno jih je dokazati. In kar je, naprimer. Se pravi, neskončnost je brez substance. In človekova svobodna volja v odnosu do neskončnosti je, da ustvari substanco. Kaj je substanca? Naprimer, izkušnja ali pa prepričanje, da bom nekaj storil ali pa da moram nekaj storiti. To je substanca. Ker neskončnost ne pove, nobene substance, samo naslavlja se na nas. In zdaj, če se vrnemo k tej tretji ideji, o demokraciji, zakaj imajo stari Grki prav, ko pravijo, da je v bistvu demokracije, da nad človekom ne vlada noben drug človek. Da je edino prav, da nad njimi vladajo neosebni zakoni. In kaj je najbolj neosebnega v polju, v katerem živimo in je neskončno? Neskončnost sama. In človek je edino živo bitje, ki se lahko odpre sami neskončnosti. Kako to vemo? Kaj se zgodi, ko ima človek tako izkušnjo? Mogoče se že imeli kdaj tako izkušnjo. Govorimo o izkušnji, to je ta četrta ideja, o kateri bomo še spregovorili. Izkušnja večnosti. Človek ima lahko izkušnjo, ko dela nekaj, recimo, univerzalnega, kot da je večen. To spet ni metafora. To ni retorična figura. Ljudje dejansko opisujejo svoje izkušnje, svoje materialne izkušnje, kot da bi bil večen. Imel sem občutek, kot da sem večen. Jaz vem, da sem končno in smrtno in umrljivo biti in da me nekega dne ne bo več, ampak lahko imam pa izkušnjo večnosti. In ko imam to izkušnjo, in Antigona je ima, pride do polnega izraza ideja starih Grkov, ideja demokracije. Nad mano ni nobenega človeka. In tudi ne sprejmem, da bi bil kdo nad mano.
nad mano je edino univerzalni moralni zakon, naprimer, kot ga imenoval Kant. In ko Kant govori o moralnem zakonu, v resnici govori o neskončnosti. On moralni zakon, imperativ, tudi zapiše pravzaprav v taki obliki, da takoj začutite, da je v tem nekaj neskončnega. Ker se v neskončnost odmika odgovor na vprašanje, kaj naj storim v določenem primeru, da bo moje vedenje etično. In v tem smislu, ko se odgovor odmika v neskončnost, človek kot končno bitje lahko zagotovi odgovor. Čeprav se odgovor odmika v neskončnost, pravi, odgovor v nekem določenem smislu. Odgovor v tistem smislu, da bi ga, recimo, posamezniki, in tako smo navajeni, na to smo vzgojeni, da bi ga od nekoga dobil. Mi smo tako vzgojeni. Naj mi nekdo pove, ali pa povej mi, kje to piše, kaj naj jaz naredim. Ali pa naj mi nekdo namigne, recimo Bog, ali pa prišeplje, ali pa pošlje znamenje, ali pa kaj takega. Mi smo navajeni na tako delovanje, da pričakujemo odgovor, ki ga ne more biti, ker se odmika v neskončnost. In redko kdaj se zgodi, da ploščo obrnemo. In mi sami ponudimo odgovor. Ne da čakamo na njega. In vemo, v tistem trenutku, ko smo ga ponudili, recimo Antigona, ona v tistem trenutku ve, da je njen odgovor dober, ne zna ga misliti, ne zna ga pojasniti, ne zna ga utemeljiti, ampak ve pa, da je to prav. In človek je bitje, ki to zmore. Zato pravimo, da je človek zmožen za resnico. Zdaj prej rekel, da se Antigona naslavlja na resnico, njen nasmeh, svet delovanja je resnica. Človek je zmožen za resnico in jo je zmožen tudi artikulirati. In Kant poudarja, se jo je tudi treba. Resnico je treba artikulirati. In seveda, zopet, in to se dogaja v našem vsakdanjem življenju vedno znova, ljudje praviloma čakajo, da bo nekdo drugi artikuliral resnico na mesto njih. Ljudje smo tako vzgojeni, od malega smo tako vzgojeni, od vrtca smo tako vzgojeni. Skozi celotno šolanje gremo na ta način. Naj nekdo drugi artikulira resnico na mesto nas. In vedno se tudi drugi najdejo. Vzgojitelji, starši, učitelji, profesorji, ali pa politični voditelji. Vedno se nekdo najde, ki artikulira resnico na mesto nas, in vedno najdemo nekoga, od katerega pričakujemo, da bo artikuliral resnico na mesto nas. In ljudje težko sprejmejo. Težko se dokopljajo do tega spoznanja. Tudi če se dokopljajo, ga težko sprejmejo, da ne obstaja drugi, ki bi lahko artikuliral resnico na mesto njih. Da je to stvar vsakega posameznika. In to je temelj, rekel, Kantove moralne filozofije. Ti, konkretni posameznik, ti si dolžan artikulirati resnico lastne eksistence. Ne čakati, da bo nekdo drug to naredil. Ker je to nemoralno, to je neetično. In s tem se vrnemo na začetek k Kantovi lekciji svojim študentom. In razumemo, zakaj Kant upravičeno pričakuje od svojih študentov. Ne, jaz, profesor, vam bom povedal resnico, vi jo zapište kot pridni študenti, potem boste pa na izpitu povedali, pa dobili 10. Ne. Kant se na začetku naslovi na svoje študente. Vaša dolžnost je, da jo artikulirate. Ne jaz. Vi jo morate. Kakšna pa potem moja naloga? Kakšna je, bi se lahko Kant vprašal? Pa bi lahko nekdo vprašal Kanta, kakšna je njegova naloga? Tukaj je zanimivo usporediti s tem, kar je gospa prej rekla. Človek kot vzvod in tako naprej. Odgovor recimo ponuja tudi Freud. Psihoanaliza ga ponuja. Kaj je naloga analitika, ko pride pacient v analizo? Povedali smo že, da analiza ni terapija in da ne more biti. In da ni način normaliziranja ljudi. Psihoanaliza, analitično zdravljanje, kot se imenuje, ima nobene zveze z normaliziranjem. In da bi razumeli, kakšen je cilj analitičnega postopka, moramo med drugim tudi odgovoriti na vprašanje, kaj dela analitik v analizi. Kaj je tam? Če mora vse pacient narediti. Kaj pa on dela? Seveda, analitik ima eno samo funkcijo in samo eno.
noben vzor ni pa notranji integriran, ne vem, ali kakšen že harmoničen, spokojen. A veste, da bi bili analitik, da rabite najprej 20 let budistični menih, da naj mu odkrijete samo... Ne. Zadeva je drugačna. Analitik je tisti, ki nekaj zastopa. Kaj zastopa? Zastopa samo neskončnost. On jo zgolj zastopa. Seveda se je skozi leta svoje prakse, zaradi tega, če je to vlogo počel na ustrezen način, če je dojel, kaj pomeni zastopati neskončnost, se je radikalno spremenil. Analitik se mora radikalno spremeniti. Neskončnost ga radikalno spremenja. Tisti, ki se mu to ne zgodi, recimo, je bolj bogi. Takega analitika zelo hitro prepoznate. To so analitiki, ki zastopajo določeno vednost in probajo s to vednostjo pacientu nekaj narediti. Pravi analitik je v bistvu tako kot Kant. Pravi analitik pravzaprav sporoča pacientu, nisem jaz tisti, ki nekaj ve. To zgolj ti domnevaš, da jaz nekaj vem. Je pa res, da jaz zastopam samo neskončnost in zaradi tega, ker bom to naredil v ustrezen način, hopefully, upamo, da bom to naredil v ustrezen način, bo učinek tega vednost. Ne, jaz jo imam, ti pa ne. In jaz bom te pojasnil, tvoje simptome, kaj se ti je dogajalo v mladosti, v otroštvu, ali pa pojasnil ti bom tvojo podzavest na te zadeve. Ne, vse to je prekratko. Zgolj zastopanje neskončnosti proizvaja novo vednost. Novo v tistem strogem pomenu besede, zaradi katerega Alain Badiou vztraja, da je resnica vselej novo. In zgolj vztrajanje v neskončnosti to lahko proizvede. Ko začnemo popuščati, ko pristanemo na to, kar se imenuje recimo normaliziranje, ko želimo biti normalni, je pravzaprav zgodbe konec. In danes je težava velika, zato ker se ljudem spontano to, kar je normalno, prikazuje kot čista modrost. Danes, če pomislite, je normalen človek kdo? Ideal normalnosti. Kdo je danes normalen? Normalen je človek, ki je zdrav, recimo, ker skrbi za svoje zdravje, ker je zdravo, skrbi za svoje telo, da je zdravo, je notranje psihično uravnovešen in uravnotežen in harmoničen in skladen in je odkril svoj notranji pravi jaz, ne unga, ne pravega, pravega je najdel, je v sozvočju sam seboj in bla, 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 bla. In takih ljudi tam je, kakor hočete, se sprehajajo, čisto zdravje, čisto utelešeno zdravje. Pa spregovorite 5 stavkov od njih, z njimi pa vidite, da so pravzaprav zgolj zastopniki propagande. Da vam pravzaprav ponujajo iste stavke, kot vam jih sicer ponuja propaganda. Meni to vsak dan rečejo, veš, sem zadnjič prebral, da zdaj po ta novem pa brokoli ni več, ne vem, tak, zdaj pa treba jesti ono. Jaz to počnem, sam poglej me, mislim, kar pokam od zdravja. Čista propaganda! Daj povej mi kaj kreativnega za Boga. Povej mi kaj, kar je res tvoje. Ne mi ponavljati za PR-ovci. Zelo hitro, torej vidite, da v resnici treba dati prednost Antigoni. Šele vztrajanje v neskončnosti je nek svojevrsten način, kako se človek upira realnosti, v katero je sicer potopljen in vzpostavlja do nje distanco. To seveda zdaj ne pomeni, da jaz to brokoli je jedel, ker ne vem, ne? Ampak pravzaprav na neki ravni, a veste mi pa dol bi si za brokoli, na neki ravni. Ker vem, da je to empirični objekt, na katerega je pripeta ideologija. Ker ideologija potrebuje empirične objekte, prek katerih
se naslavlja na nas. In če spet pomislite, recimo, vzemite en primer, pa ga samo konsekventno izpeljite do konca. Danes učijo, recimo v šolah, otroke kritično misliti. Danes je kritično mišljenje del, to je po defaultu, to je standard danes. Danes se od ljudi, pa pogledajte, kakšen zgodovinski premik. Če nekaj desetletij nazaj, ali pa, da ne rečem nekaj stoletij, so ljudi, ki so kritično mislili, kurali na gramadi. Danes se pa to skoraj zahteva od ljudi. A ti pa nič nisi zadnje cajte kritično mislil. Shame on you, kako se lahko to dovoliš? Danes je to treba po defaultu početi. Zdaj, kapital je postal tako sofisticiran, da ve, da mora to sprejeti. Da so ljudje kreativni, kritični, da razmišljajo spontano, out of the box, kot se reče, in tako dalje. Ne vem, če ste gledali en film pred leti, pojma nekaj, kako je naslov, ki to zelo dobro uteleša. Uteleša ga skozi nagovor lastnika enega podjetja novozaposlenim delavcem. Novozaposleni delavci so, ravno kar so bili študenti, da so mladi ljudje, ki so diplomirali na najbolj uglednih univerzah, recimo ameriških univerzah. In so zdaj zaposleni v tem podjetju, ki se ukvarjajo z računalniki, kaj takega. Kaj je prvi dan povedal lastnik tega podjetja? To je privatno podjetje. Torej tisti, ki ima v rokah pravzaprav ves kapital. Kako se naslovi na te mlade ljudi? Naslovi se na zelo preprost način. In to je paradigma sodobnega kapitalističnega življenja. Naslovi se tako, da reče: mene ne zanima, kako vi izgledate. Mene ne zanima, kako ste oblečeni. Mene ne zanima, kaj jeste. Mene ne zanima, kakšna je vaša pričeska. Mene pravzaprav ne zanima nič iz tega registra, ki je zelo materialen. To boste morali priznati. Zelo materialen. Mene to ne zanima. Mene zanima samo ena stvar in samo ena. Dajte mi nov izdelek. Meni je vseeno, kako pridete do tega. Meni je vseeno, a kaj študirate ali nič. Mene ne zanima, kakšno diplomo imate ali jo nimate. Mene ne zanima, katere raziskave boste naredili ali pa jih ne boste naredili. Mene lahko potegnete idejo tudi direkt iz drobovja. Mene samo zanima, da mi jo date in da je nova, da je drugačna kot včeraj. To je sodobna materialnost kapitalizma. Dajte mi idejo, novo, svežo, kreativno idejo. Zakaj? Zato, da bomo naredili nov izdelek, da bomo prehiteli konkurenco in pograbili čim več profita. Brez novih idej ni novih izdelkov. Brez novih izdelkov ni profita. Tako se danes naslavlja lastniki kapitala na nas, navadne smrtnike. Mislite. Ampak seveda, da nam zdaj kdo rekel, da bomo vsi postali filozofi, ker pa bi bilo dve, pa bomo brez veze, da imamo ta predavanje. Ker če bi bilo tako, potem bi na tem mestu zdaj moral predavati kakšen, ne vem, Boško Šrot. On bi moral tle predavati. Ali pa Zidar, Ivan Zidar. Ali pa Ola Hilda, bi morali tle predavati. Ampak, če bi bilo tako, sam ni, ker ne more biti. Ker je vsa ta žargon je v bistvu zapakiran tako, da se nečemu izogne. Natanko tistemu, kar zastopa Antigona. Se pravi, če zdaj parafraziram tega lastnika kapitala, mene ne zanima resnica, mene za resnica dol visi. Mene zanimajo samo tiste ideje in samo tiste, ki mi omogočajo, da naredim nov izdelek, ki mi prinese profit. Vse ostale ideje mene sploh ne zanimajo. Razen, če ste tako genialni, da lahko tudi iz kakšnih filozofskih idej naredite izdelek, da ga bomo lahko prodali. V končni fazi, če ga lahko naredite, be my guest. To je prav. Jaz sem dvomim, da to lahko naredite, zdaj govorim kot ta lastnik kapitala. Ampak če pa lahko,
In seveda mene ne bo presenečalo, ko je prej gospod rekel, jaz sem presenečen. Jaz pa nisem. Mene pa ne presenetilo, če bojo recimo jutri na čelu največjih korporacij na svetu sami filozofi. Mene to sploh ne presenetilo. Takoj, ker bodo seveda izbrali tiste filozofe, torej mene zagotovo tam, to možno naprej povem. Ker bodo se samo tiste, ki bodo znali zapakirati ideje tako, da bodo novi izdelki, da bo profit in podobno. Jaz zastopam nekaj, kar je ravno nasprotno od tega, prosim. Ja, če potem paralele na to, ko ste rekel, začeli smo z Antigonom, no? V bistvu, pa idejo, bo rekel je, pomena, ideja je utopična, narekovati, ne? In če to prenesemo v današnji čas, mi živimo v totalno distopični družbi. Ja, to se popolnoma strinjam. Popolnoma se strinjam, ampak kaj je ta utopos? Utopija je utopos. Je dobesedno, ampak ne smemo zdaj prehitro seveda tudi tega razumeti narobe, ker bomo narobe razumeli. Je ne kraj. Zagotovo je ne kraj. Ampak to ne pomeni, vidite, tem je velik trik. Ljudje ponavadi nasedajo na njega. Namreč, to ne pomeni, ja, kraj, ki ga ni in ga nikoli ne bo in ljudje bi rekli, vse lepo razmišljaš, vse so tvoje ideje fajn, ampak veš, tega se ne bo dal nikoli realizirati. Ne, ravno nasprotno je res. Ta ne kraj moramo znati misliti v svetu, v katerem živimo, ta svet je pa neskončnost sama. Neskončnost pa se ne naslavlja na nas skozi tiste kraje, ki so že zasičeni, recimo žargonom. So kraji, koncepti, recimo toposi, ki so nasičeni z novorekom. Zdaj o tem nenehno blebatamo. Novorek sodobni je ekonomistični žargon o rasti in vse teh zadev. Ti kraji so že zasedeni. Tle ne morate nič novega povedati. Zato ljudje na teh krajih, ko se znajdejo na teh krajih, zgolj ponavljajo za svojimi gospodarji. Ja, sej res. Še dobro, da imamo ekonomiste, ki so nam povedali, da mora vse rasti. Ja, jaz se popolnoma strinjam. Zdaj nimate kaj dodati. Ne morate polemizirati. A ne čutite, da tukaj nekaj manjka? Ne morate polemizirati s človekom, ki reče, ja, veš, 3% letna rast, to je dobro. Ja, 4 pa še bolj. Ja, 4 pa še, če se bomo vsi potrudili. Zdaj nimate kaj reči. Zato potrebujemo utopos. Ne kraj, kjer o tem žargonu sploh govorimo kjer nas ta žargon sploh zanima Antigone sploh ne zanima, kaj bi lahko rekel Kreon. Ona se ne spusti z njim v dialog. Ja, moj dragi kralj, sej, če dobro premislim, pravzaprav imaš prav. Jaz sem sicer, vse veš, malo sem naivna, sem še mlada, tamle moj brat leži, ki moš tudi mene razumeti. Ne! Ona sploh ne pristane na to, a veste? Danes recimo, ko vam rečejo, ja, tem je trik, bodite, kako se že reče, bodite kritični, ampak potem takoj dostavijo, sam konstruktivno. Ne me sezuvati, kritika po definiciji ni konstruktivna, ampak je destruktivna. Jaz vas hočem uničiti za Boga, če vas kritiziram, ne pa, nekje na svet poti se bo srečala, ti už malo odstopom. To je ideologija, tako deluje. Zato vas bodo seveda tudi zagrabili, če boste, recimo, kritični, in bo nekaj trenutku rekel, ja, dragi Rutar, veš, tole pa ni konstruktivno. Mi ne moramo tega sprejeti, to je čist nekonstruktivno, daj nam kaj konstruktivnega povej. Ampak v tem je past, kaj pa je konstruktivno, če ne še več istega? Ali pa različica istega? To si pa dobro povedal, na to nijanso pa nisem niti pomislil. Ja, saj kaj pa je nijansa? Kot delček nečesa, kar že je. Povedali smo, opisali smo, orisali smo 5 nijans, ti si bil pa konstruktiven, še 6 si dal. Super. Ampak kaj to pomeni? Vse ostaja kot prej. Samo eno novo nijanso vidimo. Govorimo o, gospodarski rasti. In pa nekdo reče, ja, ampak a veste, dragi moji,
Sej to je čisto v redu, seveda, jaz se zelo strinjam z vami, da je gospodarska rast potrebna, samo, veste, bi pa bil malo kritičen, morate upoštevati, ne, da današnji delavci pa vendarle imajo veliko dela, trg je poln izdelkov, konkurenčnost je velika, ne. Moramo tudi upoštevati, da zdaj, kakšno stvar bo pa treba tudi malo, kot se reče, te austerity measures, ne, zategniti pas, ne, ker mi ne moramo konkurirati z Nemčijo. Ne. Poglejte, stroški dela v Nemčiji so tako nizki, mi ne moramo konkurirati, se pravi, kaj pa, če bi malo zategniti pas? Saj ne preveč, samo malo. Ja, to si pa dobro dodal, imaš prav, lej, to bo prispevalo k gospodarski rasti. In tako naprej iz dneva v dan. In potem čez 5 let, ali pa 8, ali pa glih kar jih bo 10, od začetka dolge depresije, kot jo imenujemo, ugotovite kaj? Ugotovite, da ste tako kot tisti zajec ali raca ali ne vem kva že, ki jo namakajo v un čeber z vodo in počasi se grevajo. Ne? Ampak tako počasi, saj veste, kako gre zgodba, tako počasi, da naenkrat ne ugotovite, da voda že vre in da ste že kuhani. Tako deluje ideologija. Saj ideologija nikoli, pravzaprav, če je le malo sofisticirana, ne gre na prva vrata pa na prvo žogo. Tuf! Zdaj moramo pa ljudi, ne vem, manipulirati z njimi, zaslepiti jih moramo, da se ne bojo upirali, skuhati moramo možganja ali ne vem kva, oprati ali ne vem, kako se že temu reče. Nikoli to ne rečejo. Ideologija vas vedno vabi k konstruktivnemu dialogu. Kaj to pomeni? Sprejmite osnovne premise življenja, lahko se pa pogovarjamo na 5 decimalki, ali bo pričeska v desno, ali bo pa v levo. Jaz pa danes predlagal nekaj čist novega, da bi jo imeli vsi v levo. Wow, mislim, to pa je, tako deluje naša realnost. In mi smo po malem, vedno znova zadovoljni. Nam ponudijo zjutraj, ne vem, jutranji program televizijski, dobro jutro ali kaj je že, malo jutranje telovadbe, da boste začeli dan bolj, ne vem kako že. Wow, koliko so se dobro to zmislili, fino, ja, dajmo malo telovadbe, ampak saj to smo v Jugi tudi počeli, veste. Se bil jaz po vojski, tam leta 80, itak najprej fizički, ne. Nas niso to jutrnji program, maršiti na tenkodrom, pa smo laufali gor, kot blesavi, ne. Z muziko. A super, tudi imate, koraž, že site. Princip je isti, sve so ostale nianse. Kot bi rekel. Tale. Ja, no, vse ostale se... In to mi kupimo. Sprejmemo glavno špuro, nam je pa dovoljeno, da tam na 5 decimalki pa spremenimo 6 v 7, ko se rečemo, yes, to je pa moj prispevek k konstruktivni prispevek svetu. Ne, ni. To ni noben prispevek. To je zgolj potrjevanje istega. In seveda v tem je tudi nekaj moralističnega. Če, in to danes doživljate, nenehno, vsak dan doživljate moralizem na svoji koži. Če bi poskusili eno samo malenkost zares spremeniti, vzemimo primer, ne vem, zdaj je bilo patetično opazovati, kdo hoče to narediti, saj največ kdo tudi je, ne? Zračunajte, to je noro, to je blaznost, ampak ajde, zračunajte, koliko denarja je šlo, da so najprej žico postavili? 90 milijonov. Pa koliko denarja je šlo, da so jo pol pospravili? Ker je pač poplavila Krka. To seštejte in boste ugotovili, da je ta denar šel takole pevajoči. Ja. Ni problema. Na drugi strani pa poglejte, ne vem, enega delavca, ki je v tem istem času želel ne 90 milijonov, 5 evrov. Ja, veš, to se pa ne da, moramo šparati in tako naprej. Tako deluje ideologija. Na eni ravni se denar ven meče z lopato. Ni problem. Treba dati Hrvaški, ne vem, 45 milijonov, ker eni klinci niso takrat dobavljali električne energije. Leta 2002 pa 2003. A ja, 45 milijonov, ja prav, tle imate. A bi mi delavci lahko dobili ne 45 milijonov, enega? Ja, to pa ne. To se pa ne da. To pa ne mogoče. Vi ste čisto utopični.
Tako deluje pravzaprav svet danes, kapitalističen, ne? Pravi, edina resnično produktivna drža danes je, če mene vprašate, natanko tista, ki je utopična. Vse ostale so izgubljene vnaprej, ker jih kapital posrka, preden ste se obrnili okrog in spremeni tako, da teče naprej, nemoteno. Kaj da teče naprej? Taka produkcija in distribucija dobrin, da imajo elite še več, vsi ostali pa še manj. In tega ne opazite. Ne vem, če ste se vi že navadili, če ste iz javne, a že ura to, moramo nekaj, ne? Že, ja. Je, ne? Samo še ta stavek. Če ste opazili, ne če ste iz javne ali javne službe, ko se nam zmanjšali dohodek, ne? Ne vem, če ste opazili, mogoče ste, kar navadili smo se jih vsej. Kar živimo, imamo sicer malo manj denarja kot prej, ampak če tako natančno pomislite, je vse kaj ne je pohudilo. Vse ne je kar v redu. Kako vaša spontana zavest takoj najde razloge, da ne protestirate. Takoj, v sekundi. In seveda se meni zastavlja vedno znova vprašanje, kaj pa potem še je kritična miselnost, moralna filozofija, kakšen smisel sploh še ima. Ampak s tem smo pa danes začeli, zdaj moramo pa iti nekaj kaj tako. Prosim. Medijska kampanja, to bolj Amerika uporablja, glede ni več tako kot pred stoletji, ampak da je v medijih in dosežejo, kar hočejo grga. Isto dela policija, kar si zmisli, to bo, tega bomo. A je to isto, kar ste zdaj že govorili? Ja, ja. A je malo drugače? Ne, sam namesto medijev rečete raj kapital, ker medije ima v rokah kapital. Mediji pravzaprav sami po sebi nič ne delajo. Mediji, razen nekaterih redkih neodvisnih... Jaz bolj gledam ljudi, kdo to dela. Ne kapital, ampak osebe. Američani kradajo Siriji nafto, še Irancem. Američani itak zdaj s frackingom toliko nafte pridelajo, da razvažajo, veste, ne rabijo več krast, to je bilo včasih treba. Zdaj pa ni treba, zato pa nafto preveč na trgu. Ne smete prehitro pristati na to. Seveda so zadnji ljudje, jasno, da ljudje to počnejo. Ampak naš svet je urejen, čeprav se zdi, da ni tako, je hierarhično. Če ste vi zaposleni, naprimer zdaj, če ste poslušali kaj, časopisna hiša Delo, če smo že jih primili. A vi veste, koliko delavcev so odpustili v zadnjih letih? Ne, čisto tiho. Preprosto, ja. Zakaj? Ker je prišel nov lastnik s kapitalom, ki nima veze z mediji, ki prodaja ribe, ali pivo, ali pa so že bili eni lastniki. Ne? In kaj ta lastnik kapitala reče? Mi moramo, ne najprej, morate natančno pogledati, kaj reče? Mi moramo najprej znižati stroške. Znižali bomo stroške, kaj ste, luči bomo ugašali, ne bomo več fotokopij delati barvnih, ampak črno, bla, 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 bla. Ampak prej ali slej, ugotovite, saj delavci so tudi strošek. Se treba plačati, pa plačati dodatke. Se pravi, ne, mi nismo odpustili delavca. A veste kaj, treba novo reko uporabiti. Mi smo znižali stroške. Meni se para srce, kot lastniku kapitala, da je ta gospod moral jeti, ko ima 3 otroke doma, da je službo izgubil, pa doktorat znanosti ima. Meni se srce para, jaz bi mu še kaj dal. Ampak neusmiljeni zakoni trga so taki, nothing personal. Tako deluje kapital. Dober, jaz gledam bolj na to, kaj ne bodo naredili, kaj se ne sme. Zaradi tega tako razmišljam. Hočem reči, bolj kmečki punt, dajmo mi hitro pospraviti plemstvo, ne? No, dajmo, ja. Zato, da je to kapital ali pa so ljudje ista stvar. Jaz hočem, ne, pa ne bo tako. Do konc meseca. Razumete, lastnik je ljudstvo in če reče ne bo tako, pač ne sme. Sej, včasih je že bilo in ne vem, zakaj ni bilo še enkrat. Ok, no, do naslednjič. Lepo imejte.